Živijo, Kali tukaj, pozdravljam te v mojem novem programu, kjer ti dejansko razkrivam od začetka do konca mojo celotno strategijo, kako sem v 30 dneh dobila 1000 sledilcev, ki so pravi sledilci, visoko engaged sledilci, taki, ki lajkajo, taki, ki komentirajo, taki, ki kupujejo od mene, kar je najbolj pomembno. Zgradila sem močno skupnost. In vse na osnovi skrbno načrtovane strategije, ki ti jo bom izdala. Najbrž se že ful veseliš in vedno, ko gledaš moje programe, imej v roki svinčnik in papir in piši. Ker ko slišimo, preslišimo in si ne zapomnimo 80% stvari, tako da imej svinčnik, imej papir in piši. Ne samo kar govorim, ampak zraven piši tudi vse ideje, ki se ti bodo porodile tekom tekale programa. Ker pomemben je tvoj brainstorming, pomembne so tudi tvoje ideje, ki jih lahko implementiraš v svojo tržno nišo. Tako da, če smo ready, gremo, oziroma kot bi rekli Angleži, dive in. Kratko ti povem, kako je zgrajen tale program po modulih, tako da ne jih preskakovati, pojdi od začetka do konca. Lahko ga pogledaš enkrat, lahko jih pogledaš 100krat, ostanejo ti za vedno in poglej, kaj ti iz moje strategije pride prav, kaj bi prilagodila na mogoče svojo strategijo, na svojo filozofijo, na svojo tržno nišo in kaj bi mogoče iz svojih idej, svojega brainstorminga dodala k svoji strategiji. Kar je tisto, kar je resnično pomembno? Pomembno je, da imaš strategijo, da si narediš strategijo, ker da samo objavljaš na socialnih omrežjih danes to, jutri to, pa si rečeš, pa sej sem redna, pa sej sem konsistentna, pa sej vsak dan objavljam. Super! Ampak brez strategije ni rasti. In najbrž to opažate. Objavljate, ampak ni rasti, ni rezultatov, ker ni strategije. Ko si bomo enkrat postavili strategijo in ji bomo sledili in bomo pridni in konsistentni in vztrajni in se bomo zavedali, da so socialna omrežja maraton in ne šprint in da so socialna omrežja ne samo grajenje posla, ampak grajenje odnosov, ne bo nekako vse lažje in bomo razumeli filozofijo socialnih omrežij. Ko torej razumemo filozofijo socialnih omrežij, so nam stvari bolj kristalno jasne. Potem lahko delamo boljšo promocijo zase, večjo prepoznavnost, boljši brand zgradimo, bolj trden brand zgradimo, ki nam dejansko raste na dolgi rok, ne na kratek rok in, kar je seveda najbolj pomembno za grajene posla, da bomo lahko vršili prodajo. Zdaj pa, veliko ljudi mi rečejo, ja Kali, ampak jaz nimam posla, jaz nimam branda na socialnih omrežjih. Ok, ampak premalo se zavedate, da vi ste brand. Okay? Če nimate svojega branda, svojega posla, se morate zavedati, da ste vi brand v prvi vrsti. Ja? Vi ste personal brand, vaše ime je lahko brand. In gradite socialna omrežja, da ste vi brand. Lahko ste umetniki, lahko ste frizerke, lahko ste oblikovalke nakita, lahko ste, marsikaj ste lahko. Ne? Vi ste brand. Lahko ste pa nič od tega, nimate nobenega talenta. Ampak imate pa talent za kreiranje zanimive vsebine, dobrih objav in lahko postanete influencerji. Ali pa mogoče sploh ne razmišljate o svojem brandu, ampak zgradite močna socialna omrežja na sebi, na svojem imenu, na svojem personal brandu in si rečete, ok, zdaj sem pa zrela, da mogoče pa ustvarim iz tega brand ali pa prodajam izdelke drugih, če nimam svojih izdelkov. Ali pa kot rečeno, ste lahko influencerji. Tako da, ko bomo vedeli, da smo mi svoj brand, od tu naprej nam bo lažje. Ali pa če imamo svoj brand, potem rabimo pa v vsakem primeru strategijo, da lahko torej naredimo personal brand ali pa brand, torej osebno znamko kot mi, lahko tudi z imenom in priimkom, ali pa profesionalno znamko, profesionalni brand, posel.
Jaz se iz besede biznis izogibam, ker biznis je tisto, kar nam je mar za denar, ne za stranke. Vedno govorim rajše o brendu, o blagovni znamki, ker tam nam je mar za naše stranke in seveda denar je samo posledica. In to je še ena izmed filozofij, ki jo morate razumeti, da boste uspešni na socialnih omrežjih. Ja? Mar vam mora biti za ljudi. Mar vam mora biti za povezovanje, mar vam mora biti za grajenje odnosov. In posel, brand, pride le kot posledica. In denar je vedno le posledica. Okay, tukaj ste zato, da vam torej razkrijem mojo strategijo, kako mi je torej uspelo v 30 dneh dobiti 1000 sledilcev, oziroma resnično sem jih dobila v 30 dneh 1300, ampak kot jaz rada reče, who's counting, kdo šteje. In ja, če smo ready, gremo na modul